15 dela prostih dni zaradi državnih ali verskih praznikov letno praznujemo Slovenci. Kaj pa, če ti dnevi, tako kot zdaj prihajajoči Prešernov dan, padajo na soboto ali nedeljo? V Levici predlagajo, da bi morali v takšnih primerih proste dni prestaviti na naslednji delovni dan, no ob tem pa podjetniki ostro. Gre za še enega v vrsti predvolilnih bombončkov. Danica Jovanovič. Tako kot so na nasprotnih poljih danes glede ideje o stalnem številu dneva prostih dni, na eni strani predlagatelji sprememb v Levici ter na drugi podjetniki, se mnenja razlikujejo tudi med mimoidočimi. Super ideja. Pozdravljam. Ja. Jaz sem bil podjetnik in smo se takih stvari vendarle otepali. Produktivnost je pač toliko manjša potem. Saj to je lepa ideja drugače, ampak ne vem, nasploh sem za to, da se prazniki praznuje tisti dan, ko so. Idejo o tem, da če praznik pade na soboto ali nedeljo, naj se dela prosti dan prestavi na naslednji delovni dan, sicer že prakticirajo nekatere druge evropske države. Med njimi Belgija, Irska, Poljska, Španija. Na eni strani je cilj sprememb zakona bolj predvidljivo in pravično načrtovanje počitka zaposlenih, pravijo predlagatelji. Po drugi strani pa se tudi za gospodarstvo uokvirja neko predvidljivo okolje, kjer je vsako leto enako število dni dela prostih dni. Da gre za še en predvolilni bombonček, ki bi močno obremenil gospodarstvo, pa medtem ostro do sprememb zakona iz podjetniških vrst. V letu 2027 bi to predstavljalo realno 2,4 milijarde evrov izgube oziroma realnih 1,2 milijarde izpada. Stroški bi bili višji za delodajalce, tudi denimo v primeru zaposlenih v dežurnih službah. Če oseba delavec dela v nedeljo, ima za to obračunano višjo tarifo, ga je potrebno več plačati. Vkolikor bi delavec mogel delati v torek, kamor se je dela prosti dan prestavil, bi v ta torek moral biti plačan več. Da. Popularno in lepo je slišati, da bi bili več dni doma, ampak javni sektor stoji. Polovica industrije stoji. Pravzaprav to potegne za sabo spet povečanje stroškov dela, kar prinaša seveda spet povišanje cen. V Levici verjamejo, da je predlog sprememb zakona lahko sprejet še v tem mandatu, do konca katerega sta sicer trenutno predvideni še 2 izredni seji.